Dom je veliko več kot 4 stene. Je skok na kavč po dolgem dnevu, obisk pred vrati, preberi mi še eno ati. Je pozdrav od krta sredi vrta, nerešljiva uganka, mesto najvažnejšega sestanka. Marles, končno doma. Lepo pozdravljeni, moje ime je Nina Štajner in dovolite mi, da vam izrečem dobrodošlico v tokratni epizodi podcasta Delo in dom. Podcasta, v katerem domujejo vse teme vezane na kvaliteto bivanja. Danes se bomo pogovarjali o trendih v arhitekturi in oblikovanju. V goste pa smo povabili 2 prominentna in zanimiva arhitekta iz biroja Archimetrix, Tanja Špan-Vasiljevič in Dareta Vasiljeviča. Dobrodošla, lepo pozdravljena. Hvala. Hvala za vabilo. Kako drzni smo Slovenci v uporabi na aplikaciji trendov? Smo bolj sledilci ali mogoče jih tudi kaj narekujemo? Mislim, da drznost mogoče ni tukaj prava beseda za trende v interjerju pri Slovencih. Mislim, da raje izbirajo, če govorim na splošno, seveda, bolj varno pot, že malo otečene smernice, kot pa bi bili neki sami ustvarjalci trendov. Ja, samo ko prevzeti malo sapo, ne. V resnici je tako, da trendi definitivno obstajajo. Ne. Seveda vprašanje je, eno vprašanje je, koliko mi v biroju temu sledimo. Ne. Drugo vprašanje pa seveda, koliko naročnik, ne, je profiliran pravzaprav ravno na ta profil. Ne. Jaz bom pač govoril mogoče bolj iz vidika našega dela, ne, kako mi v biroju funkcioniramo, ker mi je to v bistvu nekako lažje, ne, kot pa pravzaprav prognozirati, kako Slovenc to dojame. Ne. Ker se tukaj spet lahko tako začnem sprašati, kaj pa je trend. Ne. Ker trend za nekoga je nekaj, kar bi rekel nek prodajalec pohištva na novo lansira na trg, ne. Pa je to mogoče nek trend, ne, za nekoga je pa to lahko, ne vem, bi rekel, če grem v smer mode, ne, kjer je bilo nek tak overflow, bi rekel, ljudi, ki so si lahko privoščili novo Chanelovo torbico, ne, in je bilo tega zelo veliko, ne, in potem ni bilo to več, ker se je lahko, bi rekel, velika večina privoščila, so potem začeli izhajati iz tega, da pa pravzaprav je pa zanimivo, če imaš pa nek kos od stare mame, ki je bil Chanela, ne, in je pa zaradi tega to nek retro in je to bilo bolj težko dobiti, ne, pa je to lahko za nekoga spet trend, ne, in zdaj, če to v bistvu, bi rekel, paralelo potegnem s tem, kar v resnici je interjer, ne, se seveda na drugi strani vprašam, ne, koliko pa je bilo, bi rekel, ne vem, nekoč, ne, da ne definiram leta, kvalitetnih kosov v slovenskih domovih, ne, kjer smo pravzaprav živeli vsi pod neko uravnilovko, ne, kjer je bilo zelo malo izstopanj, ne, tista, ki so bila redka, ne, in kjer smo mi v bistvu dolga leta živeli na ta način. Ne. Tako da v resnici, če se vrnem nazaj na vprašanje v našem biroju, se nekako v bistvu bolj trudimo, pa čeprav bo to zdaj čudno slišati, mogoče ne sledi to k tem trendom, zato ker mogoče a priori to zavračamo, ne, predvsem z vidika, ker se mi zdi, da trend je nekaj, kar ima svoj začetek pa svoj konec, ne. Po nekem trendu pride drug trend, ne. Zdaj, jaz postanem doma s pohištvom, ki je zelo trendovsko, ne, pa če sem zelo nagnjen k temu, ne, drugo leto, ne, ali pa čez 2 leti, ali pa čez 3, ne, ni več to tako trendovsko, ne, ker pride nova srajca, pride nove superge. Ne. Absolutno je pri pohištvu potrebno, oziroma če govorimo zdaj konkretno o interjerju, razmišljati neko daljše obdobje. Ne. Recimo nekaj, kar bo vsaj 20 let preživelo, mogoče lahko spremenimo barve sten, spremenimo neke dodatke, drugače bo treba stremeti k temu, da bodo nekateri kosi celo nas preživeli. Zato mislim, da je to nekaj, kar se mi seveda v biroju trudimo ustvarjati, hkrati pa nekako bolj izhajati iz nekih individualnih zgodb, želja naročnikov, zgodb, ki jih nosi s sabo nek prostor, ki ga ustvari, oziroma ki ga dobimo v obdelavo, če govorimo mogoče o nekih prenovah. Je to bolj pomembno, kot slediti izključno trendom, ker na par let se menja od žametov in zlatega, smo šli v obdobje
bele kave, pravim s tem, ko je vse bi potopil v belo kavo, ki je bilo vse v bež otenkih. Ne pravim, da je vse to slabo, mislim, da se lahko iz posameznih nekih trendov poberemo tudi zanimive kose. Je pa bolj treba, se mi zdi, slediti individualnim željam in gledati neko večjo sliko za daljše obdobje. Ker se mi tudi zdi v bistvu, da mogoče tak individualni pristop, ne, kjer mi vedno pravimo, absolutno mi nismo arhitekti, ki bi ali pa si ne želimo biti, ne, niti da bi sledili prav trendam, ne, ker v bistvu tako se mi zdi, da v bistvu trend je zelo težko definirati, ne, ko ima na drugi strani človek neke svoje želje, ne, ali pa neke svoje zahteve, ne. In jaz pravim vedno, da v bistvu projekt, ki ga delamo, je skupni projekt, ne, tako da v resnici rezultat tega je lahko to, da se včasih te določene stvari presenetijo, na katere niti pomislu ne bi. Ne? In pravzaprav ta konstantna prilagoditev, pogajanje, ne, vedno pravim, smo tako malo negotiating architects, ne, ko se vedno nekaj pogajaš. Ne? Zaradi tega in rezultat tega je na koncu lahko nekaj, kar mogoče ne sledi trendom, ne sledi ideji v glavi, ko jo imaš, ko začneš nek projekt. Ne? Zato bi rekel, to vedno prihaja skozi neko analizo, skozi nek proces dela, ki se zgodi. Ne? Seveda je naročnik tu bistven, zato ker izhajaš iz njega. Ampak jaz vedno pravim, arhitektura je tako kot cestno-prometni predpisi, ne? Kjer obstajajo pravila. Ne? In dober arhitekt, ne, zna ta pravila, bi rekel, nekako prilagoditi, speljati, tako da zadostimo pravilom, po drugi strani si pa lahko tu zelo lahko tudi kreativen. Ne? Tako da pustimo drugo problematiko, ker arhitekti sami pišemo pravila, ne? Potem pa ne znamo na njih pravilno reagirati. Ali pa, ne? Ampak hočem reči, da ne, rezultat, končni rezultat je vedno neko presenečenje, mogoče malo nepričakovano, ne vem, mogoče je to trend, ne vem. Ne vem, osebno se mi zdi, da so tudi trendi načrtovanja prostora vedno odražajo neke družbene zgodbe. V modernizmu se je delalo drugače, kot se recimo dela zdaj, ko je splošni trend družbe, neko trajnostno naravnanost, obnovljivi viri energije in da se to nekako prenaša tudi v arhitekturo in oblikovanje prostora, ne? Da je to en trend današnjega časa. Ja, tudi mogoče. Ki se vleče iz širše družbene klime. Oziroma, jaz upam, da to drži za širšo populacijo. Ne, absolutno se mi strinjamo s tem. In da tudi, če ljudje se odločijo, mogoče zaradi nekih finančnih okvirov, izbrati cenejše kose pohištva, je vseeno med njimi potrebno narediti izbor, se mi zdi nek premislek in lahko tudi ti kosi zdržijo daljše obdobje. Ne? Ta miselnost bomo kupili zdaj za 2 leti, potem pa vrgli stran, se nam zdi res zgrešena in popolnoma neustrezna. Pa je treba imeti za nek vizualno privlačen ambient, je potreben visok budžet ali mogoče to ni tako nujno? Zdaj mogoče, na prvo žogo, mogoče atraktiven projekt, to ni potrebno. Seveda se moramo vsem vprašati, kaj nam prostor, če zdaj konkretno govorimo o interjerju, pomeni. To je, le v interjerju preživimo zelo velik del svojega življenja. In ni pomembno samo, kako bo to zdaj spadalo na sliki, na nekih družabnih obmrežjih, ampak tudi, kako se bo to obnašalo v realnem življenju, koliko časa bo neka stvar funkcionirala, ne bo zgubila oblike, koliko časa bo nek material preživel na kavču, recimo, otroke in ne vem, gledanje televizije in podobno. Tako da mislim, da je vseeno potrebno razmišljati pri vsakem kosu o kvaliteti. Lahko pa mi z relativno cenejšimi posegi, kot je prebarvamo stene, zamenjamo blazine, kupimo drugo pregrinjalo. Na ta način pa lahko mogoče ustvarimo neko osvežitev, ker vseeno jaz mislim, da ljudje želimo neke spremembe, da se po 10 letih vsi naveličamo vsega. Tudi če mislimo, kako smo ustvarili kvečen prostor, želimo nekaj novega mogoče, ampak se da z nekimi manjšimi intervencijami to tudi doseči. Ja, če odgovorim na vprašanje, ali budžet k temu pripomore, ne bom lagal, več možnosti je, če imamo velik budžet. To je dejstvo. To je dejstvo. Ampak žal, ne glede na to, bi rekel, koliko ljudje so pripravljeni dati, ali pa seveda imajo možnost za to,
mi na nasprotni strani trdimo, da smo recimo, bi rekel, da je lahko tudi z manjšim budžetom narediti zanimive prostore. Ne? In ravno tu se pokaže ta kreativnost pač nekega biroja, arhitekta, ki kreira ta prostor. Ne? Rekel, ne bom pozabil, se spomnim par let nazaj, ko je v bistvu nek frizerski salon smo delali, ne? In je ta gospodična, ne, gospa takrat rekla, ok, ne, jaz imam takle budžeta, ne, kaj lahko s tem naredimo, ne? In seveda mi smo potem pač takrat zauzeli nek tak, bi rekel, tak zelo bi rekel, kreativen pristop pri snovanju tega ambienta, ne? Tako da na koncu smo naredili nek ambient leta in tako naprej in nam je z tega vidika bilo to nek izziv. Treba se zavedati, da manjši kot je budžet, če seveda ima arhitekt cilj, bi rekel, narediti vseeno nek presežek, ampak tako kvaliteten presežek. Neko vizijo tega prostora, kaj želi doseči na koncu, to celostno zgodbo. Ja, je arhitekt tu pravzaprav postavljen pred težko nalogo. Recimo v primerjavi v tujini, kjer so budžeti veliko večji, je tam mogoče to ne rekel lažje, ampak tudi tam rabiš biti kreativen. Absolutno, v obeh. Ampak je mogoče tam to, mogoče teče to na nek drug način, ker tudi bi rekel, naročniki mogoče so pripravljeni dati več. Ampak še enkrat poudarjam, ni to, bi rekel, ključna točka, na kateri se, bi rekel, potem to kopje lomi. Pa mislim, da tukaj je tudi dojemanje, mogoče, če zdaj spet generalno govorim, ne vem, Slovencev, vseh nas. Naša kultura bivanja je mogoče v nastajanju, v razvoju. Se mi zdi, da nima večina ljudi nekega odnosa do kvalitetnega, ne vem, stola, mize, da razmišlja o tem, ok, mogoče je na začetku investicija večja, ampak bo kos večen, bo preživel celo obdobje, mogoče si bojo še otroci želeli ta kost in bo imel neko vrednost na daljši rok. Mislim, da je tukaj pri nas ljudje raje zapravijo denar za mogoče druge navzven bolj opazne zadeve, kot so avtomobili, oblačila, karkoli, in potem je kosi, pohištva so v sekundarnem planu, na primer. Ja. Absolutno, ja. Tudi, mi se tudi zelo borimo proti temu, proti ponaredkom, ko se nam zdi, da tega je zelo velika. Se mi zdi prav, da podpiramo, se pravi, bi rekel, tudi oblikovalce, ki so kar neki časa in življenja in svojega tudi prostega časa in v svoj trud, ki so ga namenili temu, da seveda se nekaj potem nazaj tudi dobija. Recimo, hočem reči to, da kar mi opažamo, da počasi se te zadeve spreminjajo. Sploh recimo po koroni se je to drastično spremenilo. Ampak tako se mi zdi, da v tujini je delo arhitekta popolnoma drugače razumljeno, kot je pri nas. Pri nas je to včasih neka nuja, kjer recimo se poslušam tudi druge arhitekte, svetovno znane, pa imajo iste probleme kot mi. Ravno tako sem, da pač, ne vem, mi se borimo, ne vem, da so vrata do stropa, pa se borimo za 15 vrat, on se pa bori za 550 vrat. Ista stvar. Ampak mogoče bi rekel, v tujini je to vseeno drugače, arhitekt ima mogoče neko drugačno, bolj vodilno vlogo. Kle pa pravzaprav se moraš vedno dokazovati. Sploh to opažamo, recimo, ko pride ženska na gradbišče. To je zelo, mislim, jaz to zelo opazim, ker si tudi želim, mi dva imava 2 hčerki, in jaz bi želel jo pripeljati v svet, kjer je ta enakopravnost enaka. Jaz nimam nekih negativnih takšnih izkušenj. Mogoče včasih je res, da je mogoče potem, glede na to, da sva mi dva pač kot tudi par, sodelujeva, da je mogoče, moškemu pripisujejo bolj vodilno vlogo. Se mora veliko bolj dokazati, veliko bolj graditi na temo, da doseže neko vrste, bi rekel, nek položaj, kot pri moškem, kar seveda ni prav. Da smo že malo zajadili. Ampak upajmo, da bo to postal trend, da ženske utirajo močno tudi v ta tradicionalno, mogoče malo bolj moški svet. Čeprav se zdaj že
zadnje stoletje, oziroma pač tudi več se kar močno upletamo. Ja. To pa je plus našega prostora. To pa mislim, da je razlika mogoče z nekimi državami, ki so tudi del, rečemo, zahodnega razvitega sveta, kjer je vseeno ta pozicija ali pa odnos do ženske na splošno v poklicu drugačen kot pri nas. Tako da to pa je dobro. Vseeno smo ženske tudi esteti. Zdaj, če govorimo o trendih in estetiki, je pač to nekako povezano. Kje pa se mogoče vi inspirirate, mogoče vlečete vzporednice s kakšnimi drugimi vizualnimi panogami, modo, vizualnimi komunikacijami, grafičnim oblikovanjem? Izkot vlečete inspiracijo za vse te vajne čudovite ambiente? Težko definirati, a ne zdaj neko samo področje. Jaz mislim, da smo vsakodnevno bombardirani z vseh strani za podobami, novostmi in če želimo ali ne, če si hočemo priznati ali ne, to na nek način vpliva na nas. A ne? In zagotovo vsi, tudi če se trudimo se izogniti trendom, na nek način jaz mislim, da vseeno to vsaj podzavestno vpliva na nas. A ne? Nekako gremo vsi v en tok in se včasih treba res mečko nastaviti, premisliti, da so stvariš mogoče neka svojo sliko, željo, da bo neka stvar drugačna, ne samo slepo slediti stvarem. Zato, ker kot smo že prej povedali, mislim, da je zelo pomembno pri vsakem projektu upoštevati prostor, v katerem ustvarjaš, rečimo naročnik oziroma uporabnika, ki bo tu živel, delal, pač preživljal svoj čas, hkrati pa vse to zapakirati v eno novo, drugačno, individualno zgodbo, ker to je tisto, kar prenese daljše časa. Tako. Mislim, jaz bi mogoče tukaj dodal, zdaj mi sicer govorimo zdaj o interjerju, ampak mi tudi veliko arhitekture naredimo, ker recimo imamo zdaj en projekt hiše na Murterju, kjer je gospa seveda predelala z nekimi drugimi arhitekti hrvaškimi, potem pa pravzaprav dobila nek rezultat, ki niti manj ni bilo to, kar si ona želela. Predvsem jo je motil veliko stvari, ki jih ni znala definirati. Bi rekel, pol se obrne na nas, kjer smo seveda pol mi nekako poskušali to hišo rešiti, in da ne gre. In so potem predlagali, da pa vseeno probamo mi narediti nov projekt, novo idejno zasnovo. Zdaj, kje črpati, je bilo vprašanje. Se pravi, ko govorimo o arhitekturi, bi rekel, je znana zgodba ta, da ti pač probaš nekako črpati neke mikrolokacije, kje ta hiša stoji. Seveda opazuješ, bi rekel, sončni vzhod, sončni zahod, upoštevaš insolacijo, upoštevaš osončenost in tako naprej. Upoštevaš, bi rekel, neko kadriranje prostora po neki programski schemi, ker na koncu hiša mora biti funkcionalna. In zdaj, kaj je naša inspiracija, je bilo vprašanje. Jaz bi rekel, naša inspiracija je pravzaprav vse, česar se dotaknemo, vse, česar vidimo. In težko definiram, a to je grafični dizajn, a je to art, ki ga vidim na steni, mogoče tudi malo. Tudi Travnikar se je dotaknil, ko je v bistvu se inspiriral, bi rekel, pri grafičnih oblikovalcih, kjer bi rekel, so bile proste linije, kjer potem je on prišel do tega, da pa mogoče vogal je okno, ker ni to stena in tako naprej in tako naprej. Seveda je bil to, pač bi rekel, nek popolnoma modern pristop k arhitekturi. Zato mi vedno pravimo, tukaj ni one size fits all formule, ker enostavno ne moreš, ker na koncu koncev je pa to dobro verjetno, da si izpostavljen čim širšemu spektru. Absolutno. Boljše je prej, definitivno. Absolutno. Dom je veliko več kot 4 stene. Je skok na kavč po dolgem dnevu, obisk pred vrati, preberi mi še eno ati. Je pozdrav odkrta sredi vrta, nerešljiva uganka, mesto najvažnejšega sestanka. Marles, končno doma. Kakšna pa je vaša formula, to smo se že malo dotaknili, za oblikovanje prostora, ki je hkrati funkcionalen in vizualno zanimiv? Mogoče trajnejši elementi ostajajo bolj vizualno nevtralni, ter se dodajajo efektivnejši kosi. To je že pravzaprav odgovor. Ne, da bi bila ostala neka konkretna formula, mislim, da je žal ni, ker bi bilo drugače delo veliko lažje. Mislim, da gre tukaj zelo velikrat za nek notranji občutek, lastni občutek, za predelavo, nek miselni proces, predelavo vseh
nekih inputov, ki jih imaš v neko zgodbo, je pa absolutno na prvem mestu vedno ta neka funkcionalna zasnova, ki upošteva osebo, človeka, družino, ki bo ta prostor uporabljala. Se pravi, to je izhodišče, neka prilagoditev načinu življenja, potrebam, to definira tudi velikost in tako naprej. Ostali pa, kosi pa, kot si že povedala, ne, mislim, da je res treba razmišljati o elementih, ki so trajni, ki lahko preživijo tudi 40-50 let, recimo. Po neki seriji, ki se zavedamo, da jih bomo mogoče zamenjali, spremenili, so mogoče lahko tudi ali bolj trendovski. To smo že prej rekli, ne barva stene, je lažje prebarvati steno, kot pa zamenjati fronte omar. Ja, recimo. Ampak tudi še to na nek način gre, ne, težje pa mogoče talno oblogo v celoti zamenjaš, ne. Ampak tudi to se. Tako da, možnosti je veliko. Jaz bi mogoče rekel, da arhitekti smo tu postavljeni v bistvu včasih tudi pred eno tako težko nalogo, ne? Ker seveda vedno si želiš, ne, da recimo, ne vem, kosi, ki so, bi rekel, ustavljeni v nek ambient, ki jih delaš, ne, da imajo v bistvu neko daljšo življenjsko obdobje. Ne. Se pravi, mogoče pol na tej točki vseeno se želiš izogniti trendom. Neka trend je vseeno minljiv. Ne. Seveda, če si postavljen na točko, kjer moraš v bistvu najdeti v poplavi, taki kot je danes, ne, kos, ki bi bil pravilen, ne, moraš tudi zelo dobro vedeti, ne, ali pa bi rekel poznati neka pravila, ali pa bi rekel poznati način izdelave, ne, seveda malo nekako predvideti, da lahko tako dlje časa zdrži in je še vedno aplikativen tudi čez, bi rekel, 30-40 let. Ne. Jaz vedno pravim, ne, v Parizu, ne, ko pač babice enkrat ni več, ne, se vnuki stepajo za pohištvo, ne, zato, ker imajo že dlje časa, bi rekel, gojijo to kulturo bivanja, ne, imajo do tega nek odnos, ne, in je vsak kos, ki ga kupijo, je bil v bistvu na nek način tudi načrtovan, je bil premišljen, ne, ker je ta, bi rekel, tradicija po lepem interjerju, seveda o pomoči arhitekta in tako naprej, ne, bila zelo prisotna, ne, in na nekem višjem nivoju, kot je mogoče to, bi rekel, pri nas. Ampak še enkrat, bi poudaril, da se stvari pri nas res počasi spreminja, mi to čutimo v bistvu, bi rekel, vsak dan, skozi, bi rekel, neke oči potencialnih naročnikov. Ne. Kako pa prepoznavati trende, ki bojo minili in trende, ki bojo ostali? Imate kakšno skrivno formulo? Ravno to je ta naloga, ne, pred katero je arhitekt postavljen, o čem sem prej govoril. To je v resnici zelo težko. Ne. Zdaj, mogoče edino vodilo je tisto, ne, da probaš nekako odgovoriti na naročnika, ne, pa na njegove zahteve pravilno. Ne. Si mislim, da če je to nekaj, kar se bo on fajn počutil, kar bo dobro, seveda mora biti na drugi strani tudi kvalitetno izdelan. In tudi zelo trendovski kos lahko večen. Ampak tukaj tudi izgleda, igra veliko vlogo integriteta arhitekta, da če pride naročnik z neko željo po enih stvarih, ko se blazno veliko pojavljajo, ne, in ponavadi se to tako zgodi. Da ne podleže temu. Oziroma zapakirati, lahko vzamemo, ne vem, če se vrnemo za, ne vem, obdobje res parih let, ali pa še mislim, da to obdobje še kar traja pri nas, a ne, ne vem, bukleji, bež odtenki, rebraste teksture. Recimo tako, a ne, vse to v bistvu v neki drugi interpretaciji lahko izpade čist drugače, ali pa z nekimi drugimi kombinacijami, ali pa mogoče, če deluje nekaj preveč fino, preveč elegantno, lahko z nekim bolj ostrim, hladnim kosom to ravnotežimo, a ne, se mi zdi ravno to nek čar, zato ker vsak naročnik ima neke svoje preference, ima neke svoje želje, ne, naša naloga pa je to spremeniti v nekaj bolj trajnega, ne, oziroma večnega. Čeprav jaz mislim pa samo to, da čez 50 let vprašanje, kako bomo gledali na to obdobje, ne, bo tudi naš prostor, arhitektura, interjeri, ki nastajajo v tem obdobju, ali se bo dal definirati, to je bilo pa tisto in tisto obdobje, ki je bilo to in to popularno, ne, čeprav mislim, da se v zadnjem času trendi spreminjajo svetlobno s tako hitrostjo, da pravzaprav že pozabimo, kaj je bilo. Pa tudi vse je na voljo, ne? Zdaj, če govorimo za obdobje še ne tako dolgo nazaj, je bilo veliko manj stvari na voljo. Danes
Res je. Spektr zelo širok. Je pa na drugi strani ravno to, ta poplava, ko si že ti prej omenil, ta poplava produktov, ko iščeš pravi stol, recimo za nek projekt ali pa mizo, se še vedno zelo veliko energije in časa porabi za to. Ne? Ja, mislim, tukaj sta dve stvari. Prva stvar je ta, da se pravi, če upoštevamo to, da v arhitekturi obstajajo pravila, ne? Kot sem prej omenil, cestnoprometnih predpisih, ne? In jih ne moreš kršiti, ker potem narediš napako. No, kaj pa so mogoče glavna pravila v arhitekturi, če govorimo o njih, da jih razložimo za poslušalce? Ja. Zdaj, bi rekel, prva taka stvar, ne, je to, da če govorimo o arhitekturi, če govorimo o osnovanju, recimo, ne vem, bi rekel, pa dajmo reči, tem se Slovenci največkrat srečujemo z hišo. Ne. So to, bi rekel, neki dostopi na prvem mestu. Ne. Potem je to neka orientacija hiše. Ne. Potem seveda jasno, da sledimo bi rekel, nekim prostorskim pravilom, ne, ki so določene strani. Organiziranost prostora. Potem naslednja stvar, ko stopimo v hišo, organiziranost prostora. Ne, to, da recimo, ne vem, da parkiramo v garaži, ne, da ni kuhna na drugi strani hiše. Ne. Zakaj? Zato, ker mi smo kampanjski nakupovalci večine. Ne, in ko se moraš 6. vrniti v avto, zato da preneseš tisti, bi rekel, neko dodatno vrečko ali pa bi rekel zaboj radenske, ne, človek pomisli, da je fajn, če je to malo bližje. Recimo, ne, tako. Ne, zdaj, če nadaljujem, ne vem, v kuhinji, ne, kjer je zelo pomemben, ne, kako so elementi med sabo razporejeni. Ne. Zakaj? Zato, ker če izhajamo iz pravila, da je pravilno postavljeno vse, ne, kar pomeni, imaš ti hladilnik. Ne, trikotnik, ne? Recimo, ne, daš iz hladilnika, pa bom zdaj malo če moramo... Vse to, ja, ampak, to so neka vseeno, mislim, da splošna. In to so neka pravila, ne, ki seveda pač bi rekel, so zapisana, ne, da če je kuhinja napačno pozicionirana, hladilnik napram vodi, voda napram pomivalnemu stroju, ne, to na prvo žogo ne boli. Začne boleti čez nekaj časa, ne, ko sta dva v kuhinji in si gresta na živce, ker drug drugemu pota. In se spotikaš čez pomivalni stroj. Točno to. Ne. Takrat pa to začne boleti. Ne. Zato pravim, ne, obstajajo pravila, ki jih je posebno treba pač vedeti. Ne. Če pa govorimo recimo o sami arhitekturi, ne, se mi zdi, da je zelo pomembno, kar se mi zdi, da v zadnjem času večkrat opažamo, je to, da je sinonim za sodobno arhitekturo postala ravna streha. Ne. Mi pa se zavedamo, v kakšnem okolju živimo. Ne. In če eno je neko urbano okolje, druga pa neka mogoče razpršena podeželska gradnja, če se je zelo velik pri nas. In se mi zdi, da je treba tukaj eno od teh pravil zelo upoštevati okolico, neko tradicijo, ker vseeno mislim, da so neka izhodišča. Absolutno ne rabimo kopirati starih oblik, pa vzeti to kot izhodišče, ustvariti neko sodobno arhitekturo, ki ne bo skazila celotne krajine. To se mi zdi tudi en zelo pomembno. Je torej mogoče tudi pomembno, da prostor, ki ga oblikujemo, odraža vizualno tudi v času, v katerem je ustvarjen. Recimo pri prenovah historičnih objektov se velikokrat zgodi, da so novi posegi povsem sodobni oziroma da ne probajo replicirati. To se mi zdi prav pristop, recimo. To je super, ne, recimo se to nas je že Carlo Scarpa nas je to naučil, ne, ker njegove intervencije so bile v prostoru zelo moderne, ne, in on je nalašč delal lučnico, ne. Ampak še enkrat, ne, zdaj odvisno, če pa je to neka, ne vem, stara domačija, ne, ki je pod nekim spomeniškim varstvom, ne, je pa tudi v bistvu, bi rekel, tudi ta špura je lahko lepa, ne. Na koncu, se pravi, vse je mogoče nek občutek, ki ga arhitekt ima, ne, in tega se mora arhitekt zavedati. Ne. Kaj je njegova naloga? Na katere naloge se mora odgovoriti? Ne. Ker včasih, bi rekel, vsaj naši prijatelji, naročniki, oni si zelo poenostavljeno predstavljajo poklic arhitekta, ne, ker je vsakmu to fajn lepo biti, ne, ampak ne v poklic. Če ga ne upravljaš. Ampak jaz sem rekel, na drugi strani mogoče se pa meni kakšen drug poklic zdi tudi zanimivo, ne, seveda za nezavedanje. Ker ga ne upravljam. Ker ga ne upravljam, ker ne vem, kaj to potegne vse za sabo. Ne. Ampak vsako delo je težko, če ga človek upravlja, bi rekel 100% in na nek način predano živi za njega. Ne. In jaz upam reči, ne, da je arhitektura, pa bi rekel poklic arhitekta, arhitektke, ne, definitivno spada v kategorijo
absolutno ni edini, v kategorijo, bi rekel, teh predanih poklicev, ker to ni več poklic, to je v bistvu življenjski stil. Recimo, ne vem, tudi ko opazujem zdravnike na drugi strani, tudi oni morajo biti predani delu za to, da naredi dežurstvo, da vstane, da gre. Tudi družina na nek način včasih tudi trpi zaradi tega. In si upam trditi, da arhitektura je tudi eden izmed takih poklicov, kjer grem domov, neštetokrat bi rekel, razmišljam, se ne ostavim, ne morem zaspati. Razmišljaš o projektu, v sanjah rešuješ lorise. In te to zbudi, ali pa te prebudi, da ne moreš, in tako naprej. Bi rekel praktično, zato pravim, vsaka stvar, ko jo tudi recimo doživimo, ali s potovanji, ali z obiskom galerije, definitivno to mogoče tudi spremeni včasih neko vizuro kreativca, arhitekta. Tako da v bistvu lahko je tudi to obisk gozda, lahko je to... Včasih lahko samo en kos, lahko je res slika ali pa, ne vem, pogled, v katerega se potem v bistvu se prikaže kot izhodišče in potem okrog tega se ustvari neka zgodba. In zdaj, če izlučimo bistvo, se pravi, kar se meni zdi bistveno je, da arhitekt zna prepoznati ključne točke, ki so pomembne, zdaj, ali pri tem, kako hišo orientirati, pa kako hišo si zasnovati, ali to pač v že nekem zgrajenem okolju, neka dnevna soba plus, ali pa cel interjer. Se pravi, to se mi zdi ključno, ključno se mi zdi v bistvu tudi to, da to, kar smo že večkrat povedali danes, da nekako probaš začutiti to frekvenco, na kateri vibrira naročnik. To se nam zdi bistveno. Seveda potem pa pride, bi rekel, poznavanje pravil, in seveda vedeti, kje ta pravilo kršiti. To je tudi Corbusier povedal. Moraš zelo dobro poznati pravilo, da jih veš, kako kršiti, kako stvari narediti, ampak jih ti moraš zelo dobro poznati, kar mi danes vidimo pri mladih, da je mogoče to, pa ne bi rodilo krivice nobenemu, ampak da mogoče se kršijo pravila samo zaradi tega, ker pač se kršijo. Ne vejo pa zakaj. In potem pride, bi rekel, se pravi, neki čas je bil ta eklektično, je bilo vsega, ampak to lahko dela zelo slabo. Ko se spustiš enkrat v to, moraš zelo dobro vedeti, kaj počneš. Ja, ker danes po eni strani se zdi, da so trendi zelo enotni, oziroma da je ta pot trendov zelo ozka, po drugi strani je pa nekako dovoljeno in dostopno vse. Ja. In trend je recimo to, da si ti individualen. Tako kot recimo, ne vem, tako kot včasih so veljale, bi rekel, barne karte, vse posod enake, danes je teh barnih kart milijon, ker že recimo avtomobili srebrna pri enem proizvajalcu je drugačna kot pri drugem proizvajalcu. Se pravi, ta individualizem je blazno napredoval. In zdaj v bistvu, ko izhajamo iz tega, tudi to lahko trend, da je vsak nekaj posebnega, vsak je nekaj drugačnega, ampak vprašanje je, ali je to drugačno. Ja, nastane dober rezultat. Tako, je ta pravilen. Ali recimo trajen bo, večen. No, meni osebno se zdi zelo osvobajajoče, da ni več vse minimalistično, da ni več vse tako, kot je bilo pred leti, izčiščenost, minimalizem, da je zdaj... Ni tudi nič narobe, če nekomu res takšen življenjski stil ustreza, če tudi on samo tako živi in tako funkcionira. Mislim, da je najslabše, kar pa lahko nek arhitekt naredi, porine človeka v takšen prostor, ki popolnoma mu ne ustreza. Maste mogoče še kakšno misel za naše poslušalce, kakšen namik, idejo, kako se lotevati trendov? Premišljeno, tako je. Boljše si vzeti malo več časa za razmislek. Vem, da je zelo mikavno. Greš na počitnice nekam, vidiš zelo zanimive stvari, ne vem, v hotelu na morju, potem na smučanju, potem si mogoče v neki stvari, si pri sosedih, si pri prijateljih in kar enkrat si pod vplivom enega kupa trendov, prostorov, kar pa še ne pomeni, da je to pravo zate, oziroma da to potem ustvari, rodi nek dober rezultat. Zato je tukaj res pomemben razmisliti sam pri sebi, kaj želiš, kaj je tebi osebno všeč, ne glede na trende in potem temu slediti. Ja, jaz sem včeraj imel telefonski pogovor, ker sem sva z nekom skušala, bi rekel, to malo bolj globje definirati, pa sem mu nekako tako razložil, sem rekel, predstavljaj si, da greš
na Kitajsko, ne, in kupiš maketo kitajskega zidu, pa še tistega zmaja kupiš. Ne. Potem greš čez nekaj časa greš v Egipt, pa kupiš si piramido, ne. Potem pa čez nekaj časa greš v Afriko, pa kupiš tisto masko afriško. Ne. In tako naprej, da ne nadaljujem, ne, pa greš potem v Dubaj, pa kupiš kamelo. Ne. Ko ti to preneseš domov, ti si takrat živel v nekem filmu, ne, in si, bi rekel, ponotranjen določene stvari, pa ti je bilo všeč, pa so to neki spomini, pa hočeš, da je ta spomin vezan, bi rekel, na nek predmet, ki si ga kupil. Zdaj, če vse to postaviš v en prostor, bo malo čudno. In bi rekel, trenutni vpliv ali pa nek zanos, ki se ti zgodi, ni nujno pravilen, pravi. Ne? Zato pravim, je tukaj treba narediti eno tako kritično distanco do vsega tega, ne? In zelo razmisliti o tem, kaj pa je tisto, kar je pravilno za tebe. Ne? Tako da mogoče to je bi rekel, en tak najbolj preprost ponazoritev tega, ne, o čem mi danes govorimo. Ne, da trend, ne, ali pa bi rekel kot neka taka misel tega pogovora, da trend je treba tudi o njem zelo razmisliti. Ne. Tudi če te nekaj zelo trigira, ne, ni nujno, da je pravilno. Ne. In ta konstantni razmislek o določenih stvarih, ne, seveda moraš pa sam sebe to dobro poznati, ne, da to potem ne vodi v konstantno spraševanje sebe, ki potem nikoli ne boš projekta končal. Ne. Za lažje odločitve in pomoč pa mislim, da v sodelovanju z arhitektom, s katerim se razumeš, je pa da potem pravi rezultata. Ne. Se pravi, z neko vseeno strokovno pomočjo, ki mogoče spet prikaže nek drug pogled. Ti pomaga prefiltrirati vse te zgodbe. Z nekaj, ker bo popolnoma neobremenjujoče poglede na stvari, ki si jih ti želiš. In seveda poznavanjem pravil oblikovanja prostora, o katerih smo prej govorili, in so mogoče baza za potem te trende, ki so kot ena šminka. Ja. Zdaj bi rekel za vse poslušalce, ne, ki poslušajo ta pogovor, ne, bi rekel, da predvsem je pa na njih, da razmislijo, ko imajo svoj projekt v glavi, ne, koga si bo to zbral kot arhitekta, ne, ker nismo vsi arhitekti za vse. Ne, in je tukaj v bistvu, jaz dostakrat povem, to je tako, kot pri odvetnikih, ne, ker nekdo pokriva eno področje, pa drugega ne. Ne, in je zelo pomembno, da si vzamejo tudi čas, da pogledajo, kaj določeni biroji ponujajo, kje so dobri. Kakšna je osebna estetika? Točno to. Ker v resnici, bi rekel, težko greš proti vetru, kjer nekdo od tebe zahteva, bi rekel, jaz ne vem, pustimo, nek kreativni pristop, ki ni blizu arhitektu, ki si ga izbral. Zato je zelo pomembno, da se pač pogleda, pa zelo premisli o tem, koga si izbrati. Ker vseeno na koncu koncev arhitekt je človek, ki bi rekel, vstopi v tudi intimo, ker nas veliko zanima, imajo ti ljudje radi družbo, ali nimajo radi, ali so sami. Ali je to nekdo, ki ima... Ne kuhajo, gledajo televizijo, sploh ne gledajo televizijo. Ali sploh ne gledajo, ker smo imeli, bi rekel, tudi tako, da smo dnevne sobe delali brez televizije, kar pač... So ločene spalnice, karkoli. Ločene spalnice, ja. Zato je ta odnos naročnik in arhitekt zelo pomemben. Pomembno je medsebojno zaupanje in na ta način mislim, da se lahko ustvarijo bolj večni ali pa večni prostori. Ja. Odlično. Odlično vam hvala za vse te pomisleke in istočnice. Poslušalci, vam pa hvala za pozornost in se slišimo v naslednji epizodi. Hvala. Dom je veliko več kot 4 stene. Je skok na kavč po dolgem dnevu, obisk pred vrati, preberi mi še eno ati. Je pozdrav od krta sredi vrta, nerešljiva uganka, mesto najvažnejšega sestanka. Marles, končno doma.